Dober večer, dragi moji. Evo, zelo se bom potrudila, da vam danes predam informacije, ki sem začutila, da morajo med vas. Najprej vsem mojim prijateljem, znancem, voščim, tisti, ki danes praznujete, srečen Božič. Sem da vidim, če imam tole na glas, da bo. Tako da res vam želim, da ste srečni, da pač preživljate današnji dan z ljudmi, ki jih imate radi in ki imajo radi vas. Kaj to pomeni, da se imamo radi, kaj to pomeni, da vas nekdo ima rad, bomo v enem izmed naslednjih videov govorili. Danes pa bi vam rada povedala tole. Se pravi, zasledila sem, živjo, Neil Donald Walsh je danes govoril o Semmelweisserjevem refleksu. In pravi, da je bil to en zdravnik, ki se je rodil v Budimpešti, to je bilo tam v 19. stoletju, okoli ne vem katerega leta, se sploh ni to pomembno, in je delal v eni bolnišnici na Dunaju, kjer je bila smrtnost otrok strašansko visoka napram primerjave recimo drugih bolnišnicah. In on je pol rekel, da bo to ugotovil, zakaj se to dogaja, in je postal zelo pozoren, kaj se dogaja. In dogajalo se je, da so zdravniki, ki so prišli pomagati, se pravi pri porodu, si niso predtem umili rok. Prišli so iz neke recimo operacije, prišli so iz tistega oddelka, kjer recimo imajo ljudi, ki so umrli ali kakorkoli, in si niso umili rok, ko so šli pač k porodu. In on to ugotovi, pač začne si umivati roke in tako naprej, in ugotovi, da je smrtnost teh dojenčkov po porodu tako visoka, samo zaradi tega, ker si pač zdravniki ne umivajo rok. In zato mi to imenujemo, imam tu napisano to imeno, zato gledam dol, mi gre ta jezika, Semmelweisserjev refleks, se pravi, njemu ni nihče verjel, tudi ko so videli statistične dokaze, tudi ko so bili vsi dokazi jasni, so jih drugi zdravniki zavrgli. Vsi so zavrgli te njegove dokaze, da je to, se dogaja ta smrtnost zaradi tega, ker si pač zdravniki ne umivajo rok pred porodom. In naslov današnjega videa je, zakaj ne verjamemo in zakaj sem se danes temu navezala. Včeraj sem nekaj časa preživela z eno osebo, ki mi zelo veliko pomeni, in pač pogovor mi ni bil prijeten. Je obsojala, je šimfala, je kritizirala in tako naprej. In jaz ponavadi ob takih situacijah vedno izberem sebe in rečem, ni mi prijetno, ne bom v tvoji družbi, ali zaključim z obedom, ali kakorkoli. Tu tega nisem naredila. In ko jaz pridem domov, pošljem tej osebi en tak screenshot naredim, enega teksta od Nade Bučevič, kjer piše v bistvu o tem, to bomo tudi en video o tem posneli, kaj je to, ko druge obsojamo, ko druge kritiziramo, kaj mi s tem delamo in tako naprej, zakaj to delamo, ne. To je fajn, da veste, da pol razumete takega človeka, da razumete mogoče sebe, iz kakih ran vam to izhaja, ne, ko recimo o drugmu slabo govorimo. In jaz pa pridem domov, to pošljem tej osebi, in me kliče, zakaj sem ji to poslala, Ana.
Ok, jaz pa napišem, da zato, ker pač jo imam rada in ker bi rada pomagala, da pač nekaj v tem smislu, no, odpre oči, da mogoče začne razmišljati, da še obstaja kaj drugega, kakšna druga resnica, kakšna druga domneva. Jaz vam ne govorim, da je to absolutna resnica, kaj jaz govorim. Jaz vam govorim samo iz svojih izkušenj, popolnoma čist nič drugega, ne. No, zdaj pa, če tako pogledamo, raziskujemo znanost, medicino, raziskujemo astronomijo, astrologijo, raziskujemo v kmetijstvu, raziskujemo ne vem, sem že rekla, medicini, raziskujemo v neki tehnologiji, raziskujemo skoraj na vseh področjih in mi to spremljamo. Koliko pa raziskujemo o življenju, o Bogu, o nas samih. Recimo, Bogu, če želite, življenju, predvsem nas samih. Koliko, roko na srce, koliko raziskujete sami sebe? Kdo sem jaz? Zakaj sem tu na zemlji? Kaj je moja pot? Kaj mi moja duša govori? Kakšna so bila moja prejšnja življenja? Kakšna je moja, recimo, neka predvidljiva prihodnost? In tako naprej. V kakšni povezavi sem z dušami, ko sem recimo si jih izbral za mamo, za očeta, za sestro, za brata, v kakšni povezavi sem z otroci, ki jih imam, v kakšni povezavi sem recimo tudi ne nazadnje z nekim zdravnikom, ko ga srečam, učiteljem, ko ga srečam, prijateljico, ko jo srečam, koliko to raziskujemo, pač ker gre mimo nas, a ne. In to sem želela povedati, da enostavno, in to imenujejo ta Semmelweisserjev refleks, potem zdravniku, to psihologi tako imenujejo, se pravi, ko ne želimo sprejeti neke druge resnice, domneve, ne glede na to, da bi nam v našem življenju lahko bilo ful lepš, ful boljš, veliko bolj srečni bi lahko bili, veliko bolj zadovoljni, veliko več denarja bi lahko imeli, veliko lepše odnose bi lahko imeli, ampak mi se vseeno držimo tiste stare resnice, ki smo jo navajeni. In zato vam toplo polagam na srce, začnite raziskovati življenje in začnite raziskovati sami sebe. Kaj sem še želela povedati? Pol meni ta oseba napiše, da ne želi biti nikakršna ovca od bilo kjerga pastirja, ali pač mene je mislila kot pastirja, ali kakorkoli, sploh ni važno. No. In jaz rečem, ok, sama sebi, pol nisem več z njo komunicirala, pač greš stran, če človek ne sprejme resnice, domneve, se pravi, ne sprejme nekaj novega, ne glede na to, da so že dokazi za to, da to novo veliko bolj deluje kot tisto staro. No, zdaj sem malo zakomplicirala, ampak ne vem, malo napište, če razumete, kaj sem hotela povedati. Ne? In to recimo, ko boste zdaj vi sebe raziskovali, ko boste brali knjige, ko boste gledali videe in pa boste hoteli enemu drugemu nekaj oči odpreti in on niti pod točko razno vas ne bo razumel, ne bo hotel sprejeti, ne bo nič. Ne? In to je pol to v bistvu, ko temu staremu bolj verjamemo in sploh ne pustimo, sploh se ne odpremo. Jaz vedno rečem, odprite se za nove stvari, odprite se za nova prijateljstva, odprite se za nove informacije, to je najbolj pomembno, informacije. In prvi korak je spoznanje, da se odpremo za neke nove informacije. To je prvi korak, da rečemo, ok, mogoče pa vseeno nekaj, ne več, nekaj drugačnega, ker če se vse ves čas spreminja, gledamo naravo, ves čas se spreminja, jesen, zima, poletje, pomlad, orkani, vetrovi, dež, nevihte, zvezde, luna, sonce, veter, kakorkoli, ves čas se spreminja. Zakaj vi mislite,
da pa mi skozi stagniramo. Ali pa ljudje, recimo, da smo skozi enaki, da se ne spreminjamo. Vsak dan smo drugačni, vsaka informacija nas spremeni. Ta video moj, ko ga danes poslušate, vas bo na nekih točkah, vam bo nekaj odprl, vas bo spremenil in nikoli več v življenju ne boste enaki, ko ste zdaj ta trenutek. Zaradi informacij, ko jih boste zdaj slišali, tudi če jih ne boste sprejeli, ampak vedno vam bo nek od zadaj govorili in enkrat vam bo ta stavek prišel mogoče prav ali kakorkoli v življenju. In mi prav mislimo, da že imamo pač vse odgovore o življenju, o nas samih, o Bogu, o drugih ljudeh, o naravi, o rastlinah, o živalih. Ne? Na eni točki se mi kar ustavimo in nehamo raziskovati. Ampak res vas prosim, odprite se za te nove informacije, ker če se boste odprli, pa bojo te informacije prišle do vas, ali ljudje, ali v obliki člankov, ali v obliki kakih knjig. In če se zdaj navežem na to, ne želim biti nikakršna ovca, se pravi. Ampak, in pa sem jaz to razmišljala danes, in sem prišla do te ugotovitve, da vsi smo od nekoga ovce. Čisto vsi. Vedno imamo nekaj, v kar verjamemo. Ne? Najlepše je to, ko imamo pač prazen prostor, ko smo zavest, ko smo čista zavest, ko postanemo mojstri življenja, ko postanemo svetniki, to se zdaj mi vsi učimo, Ana, ko se res spomnimo, kdo smo in ko popolnoma nič več ne rabimo, popolnoma nič več. Na nobenem področju v življenju ne potrebujemo nič, ker vemo, da že čisto vse imamo in takrat ni dobenega pomankanja več in takrat se mi odločamo iz zavesti, iz kanala, iz povezave z Bogom, z višjim jazom, z vsevišnjim, z življenjem, z karkoli želite. Ne? Takrat se mi na tak način pol odločamo za neke izbire, ki jih delamo. In vsi smo od nekoga ovce. In zdaj, tisti, ko ste moje ovce, pač meni na neki točki verjamete. Vidite, da sem srečna, vidite, da sem radostna, veste, da imam denar, veste, kako je bilo moje življenje prej, veste, da imam fantastične odnose s sinom, z hčerko, veste, da mi na vseh področjih je vse čudovito, pa veste, kak sem bila prej, da sem 5 let nazaj hotela samomor narediti, da sem bila v psihiatrični bolnišnici, da sem imela najhujšo obliko depresije, šizofrenije, ne vem kaj vse. Veste, da sem hodila po hrano na Karitas, po oblačila, ne vem, na Rdeči križ, se sploh ni važen, ampak spremljate moj proces, spremljate mojo pot in zato mi lahko na neki točki verjamete, ker vidite, ker sem vam živ dokaz. In vsi smo od nekoga ovčke, ampak ali smo ovčke temu sistemu, temu zdravstvu, v kateremu živimo, pa nekaj o tem verjamemo. Ali smo ovčke šolstvu, pa učiteljci verjamemo, da smo res butasti pa neumni. Ali smo ovčke svojemu partnerju, pa mu verjamemo, da smo tečne. Ali smo pa ovčke men, ali pa jaz sem recimo ovčka, ne vem, od Ane Bučevič, pa Abraham Hicks, pa Neil Donald Walsha, pa ne vem koga še. Jaz sem njegova ovčka, jaz sem v njihovi ekipi. Recimo, ne? Če temu tako rečemo. Ampak, kaj šteje na koncu? Kera ovčka je bolj srečna? Kera ovčka ima pastirja, ko je srečen, ko si žvižga, ko je radosten, ko je vesel, ko je zdrav. In pač jaz si želim biti ovčka od takih ljudi. In kaj je narobe s tem, da si komorkoli ovčka? Ampak to ne pomeni, da nimam svoje resnice, da nimam svojih modrosti, da nimam svojega jaza, da nimam svoje duše. To pomeni, da vam vedno delim stvari, katere tudi jaz sama živim in ker jih res razumem, ker če jih ne bi razumela, vam jih ne bi mogla predajati. Jaz, vidite, dobro, zdaj sem si tu napisala ta Semmelweis, recimo, ker se nisem spomnila
Mislim, ker si ne bi zapomnila njegovega, nisem mi dal, no, na pamet učitelj, kakorkoli njegovega priimka, ampak drugač, jaz, ko sem pred vami, jaz si nikoli prej nič ne pogledam, jaz ne vem, jaz grem v kanal, jaz zaprem oči, jaz sem tudi z vami tako, kako sem. In ne vas ne bo strah, če vas je česarkoli strah, poglejte videe o strahu, poglejte, berite knjige o strahu, da boste res razumeli, da je strah iluzija. In potem se samo odprite novim informacijam. In namesto, da sedite, ne vem, 20 minut zuno na kavi, pa pol ure zuno čakate po telefonu, pa 1 uro gledate v Facebook, pa 1 uro gledate v tole televizijo, raziskujte sebe, raj. Pa veliko več boste naredili, če boste raziskovali, kaj sploh je koža. A veste, kak čudež smo mi smo največji čudež, kar ga obstaja na zemlji. Vse, kar je na zemlji, je čudež. Raziskujte sebe, odkot sploh ti neka informacija pride od glavo, odkot sploh pride občutek, odkot, ne vem, nam pride slina v usta, kako delujejo jedra, kako deluje srce, kako deluje to, mogoče boste rekli, da vas to ne zanima, ampak s čim so vse zobki povezani in tak naprej. In ne vas ne bo strah sprejemati nove resnice, če vidite, da te resnice delujejo. Verjetno bomo čez 10 let druge resnice poslušali, ne? Ali pa ne vem, če bi zdaj prišel nekam, ne vem kam, neko svetišče, ali ko so res neki mojstri življenja, bi spet druge informacije slišal, ne, ko jih pa recimo slišite od mene. Tako da, če povzamemo vse skupaj, ne se bati biti ovčke. To ne pomeni, da vas zdaj en tule postav, pa da vas da na en pašnik, pa da morate delati to, kar on reče. Ampak mislim, ne se bati biti ovčke, ali pa v ekipi, ali pa da vam je ljub nekdo, ko vidite, da mu uspeva. Ana, da je zdrav, da je srečen, da je vesel, da je nasmejan, da ima lepe odnose in tak naprej. Ker edino to je možno na visokih vibracijah. Vse ostalo pomeni, da ste na nizkih frekvencah, na nizkih vibracijah. Ana. In do konca življenja se bomo učili, do konca življenja bomo prejemali odgovore o Bogu, o življenju, o nas samih, ne. Tako da, to je to. Ana živijo, Njuša živijo, Jure živijo, Suzana živijo. Če ima kdo kako vprašanje, kar hitro napište. Jaz sem se danes toliko fajn imela, me še čist rdeča, ker je tak sonček, bila sem gor v hribih, sem dala objavo na Facebook, lahko pogledate, sem šla po Macesne. Tako da, če ima kdo kaj za napisati, lahko napišete, kak se je vam, recimo, dej podprimo en drugega, tu pod mojimi videi dol, lahko napišete, kak se je vam, recimo, na nekem področju v življenju spremenilo, recimo, zdravstveno stanje, ko ste začeli poslušati nekoga, ali pa ko ste kako knjigo prebrali, ali pa napišite, kaj se vam je v življenju spremenilo, ko ste sprejeli neko drugo resnico, ko ste sprejeli neke druge informacije, ne. Če ima kdo kaj za napisati, drugač pa, to sem še hotela povedati. In zakaj smo pa razočarani, ne, pa nas boli, ko recimo želimo enemu človeku recimo dati neke nove informacije, ko res verjamemo v njih. Delaš zdravilni kodeks, bravo Suzana. Kaj se ti je pa kaj spremenil? To je zelo fajn knjiga, zdravilni kodeks, ja, zelo deluje. Najte si svoje stvari. Recimo, jaz nisem brala zdravilnega kodeksa, poznam ga, malo po malo se pozna, ja. Sigurno, in to so ti mic po mic, ne. Zdaj, vi morate vedeti, da mi smo cela torta, ki je bolana, ki ima slabe odnose, ki je nesrečna, ki je žalostna, ki je depresivna, ki ne vem kaj.
To smo mi, ena torta. In zdaj mi začnemo, poslušamo Natašin video ali pa neko knjigo preberemo in začnemo, ok, se bom pa jaz malo začel spreminjati, pa bom nekaj od tega, kar je ona rekla, recimo, ali pa bom prebral zdravilni kodeks, ali pa bom prebral Življenje je tvoje od Louise Hay, ali pa bom prebral Pogovori z Bogom, ali pa kakorkoli. In se bom majčken, za par procentov, rečemo 10% ali pa en kos torte se bom spremenil. Ampak vse ostalo, rečemo, da ima torta 6 kosov, mi smo en kos se spremenimo, tistih 5 kosov še vedno ostaja naša tema, so še vedno naše rane, še vedno naši izzivi, še vedno neki pritiski, ko jih moramo spremeniti. In mi en kos spremenimo in jutri spet neko novo informacijo dobimo, smo že 2 kosa v bistvu, ne gre to tak, korak za korakom, tako da Suzana, bravo, vsak si naj najde svoje stvari. In vedno in kar najdeš, verjameš, deluje 100%. Jaz 100% verjamem, da recimo vsa zdravila, vse, kar, da ni bolezni na enem svetu, ko jo ne bi ena rosca iz narave pozdravila. To je 100% moje prepričanje. In če se navežem za nazaj, kaj sem hotela povedati, zakaj vztrajati, Živijo. Se pravi, kar sem hotela povedati, to, da ne verjamemo, Maja me je zdaj čist zmedla, Maja, nehi me gledati, čist vam padla. V glavnem, ne verjamemo, in kaj sem hotela povedati, razočarani smo razočarani smo, ko nam nekdo ne verjame, to sem jaz včeraj imela, zamerimo, boli nas in tak naprej, ampak zakaj? Zato, ker mi nekaj pričakujemo, mi vedno pričakujemo, da se bo naš ate tako obnašal, ko mi pričakujemo. Mi pričakujemo, da bo naš partner tak do nas, ko si mi želimo. Mi pričakujemo, da bojo naši otroci naredili 10 faksov. Pa mi pričakujemo, v mojem primeru, da bo moja sestra taka, ko si jaz želim, da bi bila, pa da bi najin odnos bil tak, ko si ga jaz želim, Ampak zakaj bi to vplivalo na mojo srečo? Zakaj bi to vplivalo na moje življenje? Zakaj? In zdaj naj bom jaz nezadovoljna, ko je en drugačen, kot si jaz želim. Bedarija. In tudi, ko boste hoteli komerkoli, pač pri meni najbolj deluje ta nova zgodba, oziroma da si človeka, ki bi želela neko obnašanje od njega, predstavljam takega, ko si ga jaz želim. Dokler mi ne rata. Zaradi česa? Zaradi sebe. Ker kakorkoli, jaz vedno rečem, in to je moje vodilo v življenju in zato sem lahko danes pred vami in zato lahko te videe snemam kjerkoli in kadarkoli. Kaj, če je danes tvoj zadnji dan? Kako ga boš preživel? Kaj boš naredil? Se boš še vedno oziral na mnenja drugih ljudi, kaj si kdorkoli misli o tebi, ali boš že enkrat naredil to, kar si želiš? Ali boš še vedno s tem partnerjem, ali boš rekel, dovolj je, to ni partnerstvo, ko bi ga jaz rad živel, ali boš izbral sebe, ali se ne boš? Kaj, če je danes moj zadnji dan? Nikoli ne vemo. Tako da to je to. Radi se imejte sebe, druge, pa mene, tako imam jaz vas. Čau, dio.